Ja, dober dan oziroma dober večer. Lep pozdrav na današnji javni tribuni, ki je namenjena slovenski situaciji. To se pravi tistemu področju, ki ga sicer tuja literatura že zelo dolgo analizira. Imamo vrsto knjig o analitičnem pristopu k levo mislečim ljudem, komunizmu, socializmu in podobnim gibanjem. In če to tujo literaturo gledamo, prebiramo, vidimo, da pravzaprav je pisana tudi na našo kožo. In že z tega naslova ugotavljamo, da pravzaprav mi nismo daleč od sedanjega dogajanja v Evropi, v svetu, ampak smo del tega dogajanja, morda z nekim časovnim zamikom, pa vendar. Po drugi strani pa lahko ugotovimo sami, ne samo, da smo del tega, ampak nam ta literatura nekako pomaga razumeti lastno situacijo, slovensko situacijo. In zaradi tega smo mi pravzaprav dali oziroma predlog, da Zbor za republiko organizira to javno tribuno o stanju v Sloveniji, nekako v luči te knjige, ki je bila letos prevedena, natisnjena že leta 2015. Skruton je te stvari zelo dobro pokazal in bi kar prosil, da začnemo z razpravo. In sicer oba sogovornika bosta dr. Andrej Umek in pa dr. Žiga Turk, vsi poznate, in bi prosil, Andrej, kar začni. Najlepša hvala, vsem lep pozdrav. Jaz bi začel z osnovno ugotovitvijo enega od teh levičarjev, ki jih obravnava Skruton, in to je Badawi. On pravi dobesedno, pravi intelektualec se more navezati na kak dogodek, odločilen dogodek, in mu ostati zvest skozi vsa razočaranja. To se pravi tudi skozi vse dokaze, da to, kar on verjame, kar mu je bilo rečeno, ne verjame. Lacan pove to še nekoliko drugače. Cele segmente resničnosti izbrisuje. Z uroki, resničnost nikoli ni realna. V neki mistiki, v neki paradigmi, ki jo nikakor ne moremo, saj jaz ne morem sprejeti. To je tudi, jo Skruton ne more sprejeti. In to nadaljuje Slavoj Žižek, to so samo zadnji trije. Čuti enako potrebo kot Badawi, da zanemari to, kar mu kaže, čuti in svoje neustrašeno zaupanje v revolucijo, utemeljuje na načelih, ki so abstraktna, zagonetna, da jih noben empirično ne more izpodbijati in omajati. Glejte, to je tipično celotna in to je izredna kvaliteta te knjige, ker je prvič pokazano, da vse te teoretiki levice, od Marxa naprej, so postavljali svoje teorije in nikoli niso dopustili, da bi bile te teorije racionalno preverjene, da bi bile podvržene v bistvu spoznavni teoriji. Recimo, en tipičnih primerov je spoznavna teorija recimo Ernesta Macha, ki trdi, da če neki teoriji skonstruiraš protiprimer, teorija pade. Če tega dokaza, tega miselnega zaključka, te preverbe, celotna levica ni nikoli dopustila. In to Skruton jasno pove. V komunističnih državah so to preverbo z Machovo spoznavno teorijo imenovali moderni pozitivizem, in kdor je bil obsojen modernega pozitivizma, je bil seveda preganjan in zatiran. Recimo, če vi pogledate, se jaz dobro spomnim, pred drugo svetovno vojno je dal Stalin večino fizikov
zapreti jih je poslal v Sibirijo, v Gulag, zatega, ker so jim učitelj moderni pozitivizem in vendar moderna subatomska fizika brez modernega pozitivizma ne more živeti. Ko so Amerikanci eksplodirali atomsko bombo, so jih potem iskali po Gulagu, kdo je še preživel. Eden teh, ki so na ta način prišli nazaj, čeprav ni bil fizik, je bil matematik, je bil pol znani pisatelj Solženicin, ki se je v to strumo nekako vključil, se mu je uspel vključiti in s tem preživeti. Tudi pri nas, ki smo bili tako bolj odprti, če se vi spomnite, zakaj je bil recimo Tine Hribar, zakaj je bil Marko Kos odstranjen z univerze, zakaj je bil recimo preganjan in to, spet pod očitkom modernega pozitivizma, torej zato, ker je poskušal levičarsko teorijo podvršiti temu normalnemu, racionalni presoji moderne spoznavne teorije. Recimo tudi sam sem imel z očitki o modernem pozitivizmu težave, na srečo so se pojavili šele v jeseni leta 1988 in sem bil na tem, da bojo odstranili z univerze in tako naprej. Na srečo sem sekretarja CK-ja, UK-ja, Mariborske univerze, srečal na ustanovnem občnem zbroju SDZ-ja, rekla sva si samo dober večer, ampak naslednji torek je to bilo v Mariboru nikoli več vedel, da je ume grešil proti modernemu pozitivizmu. Stvar je bila absolutno pozabljena. Tukaj je še ena pomembna zadeva, ki jo bi jaz mogel omeniti, po tem konceptu, to se pravi resnice, lažnih prerokov, ki jih ne pustimo in ne dovolimo, da se preveri z moderno spoznavno teorijo. Če se tega držimo, potem tudi fašizem in nacizem spadata v levi del političnega spektra, ne pa kot stalno trdijo v desni. To trdijo oni v borbi za te svoje resnice in to je, mislim, tisto, kar je v bistvu odločilno. In tukaj še enkrat poudarja, Badawi je svojo dogodek, rečemo mu razsvetljenje, kdor temu razsvetljenju sledi in temu razsvetljenju sledi do konca, ne zanimajo me nobeni logični dogodki, nobeni logični dokazi, nobeno racionalna razprava o mojih teorijah in to je recimo velika prednost te knjige, ki jo je Scruton napisal in prvič Scruton objavil. Čisto zadnjo poglavje namenja tudi desnici in mislim, da je tudi to pomembno. Da je to zelo pomembno, ne samo kritika levice, pomembna je tudi njegova desnica. Mogoče ne definira tega dovolj jasno, ne izpostavi tega dovolj jasno, ampak da se razbrati, da desnica rešuje probleme na osnovi racionalnega razmisleka. Ob zahtevi svobodnega posameznika, njegova svoboda je omejena samo z enako svobodo nekoga drugega. To se pravi, ostaja racionalno, nima te vodilne, iracionalne ideologije in zatega je ta diskusija med desnico in levico tako nemogoča. Zatega, ker mi smo pripravljeni se vedno podvreči kritiki, smo vedno se pripravljeni podvreči racionalni presoji, želimo slišati, kaj drugi mislijo o naših akcijah, v naših zamislih, smo sposobni to debatirati in preverjati. Če vi pogledate na drugi strani, desnica vztraja ob resnici lažnih prerokov in jo ne dopusti, da se bi v tej resnici debatiralo. Kdor debatira, je zavržen, je nesposoben, z njim se ne pogovarjamo, je iz drugega sveta, iz druge družbe, je nazadnjak, z nazadnjaki se pa itak ne moramo debatirati in to je tudi eno, kar jaz mislim izredno dobro pri Scrutonu, ravno ta problem naprednega in nazadnjaškega, on nekako tudi v to vse gre. Poglejte, če vi lahko govorite kaj napredno, potem veste, kaj bo. Zato, ker vam je resnica, ker vam je to razodeto, ker so vam to lažni preroki razodeli. Nekdo, ki ni imel tega razodetja, on ne ve, kaj bo. On rešuje probleme tako, kot prihajajo. In to so zdaj te problemi, s katerimi se mi ta knjiga sklicuje, ki jih ta knjiga v bistvu načenja. Jaz bi rekel na koncu, da je Scruton izredno dobro začel, da bi pa nekatere stvari si jaz želel malo bolj konkretno, ravno to, kar sem zdaj na koncu povedal,
da je tukaj mi želimo neko logično razpravo, neko argumentirano in racionalno razpravo o naših problemih, racionalno, kam bo človeška družba šla. Mi ne vemo, kako se bojo stvari razvijale, so seveda večje, ne moramo trditi, da je enkrat za vselej bilo nekomu razodeto, kako se bo človeška družba razvijala, ne glede na tehnološki razvoj, ne glede na vse ostale. Je pa nekaj, kar je tudi Scruton zelo dobro in s tem bi jaz tudi nekako končal, nakazuje, poglejte, v času negotovosti. V času negotovosti postajajo ljudem fikcija ljubša od realnosti. Zaradi strahu in s tem se ljudje nagibajo k tem levim ali pa, če hočete, ekstremno desnim fašističnim ideologijam. To se je v preteklosti vedno ponovil. Praktično, če pogledate, vse rojstva vseh industrijskih revolucij so okrepila ta iracionalna gibanja, iracionalna mišljenja, iracionalne hipoteze. Če vidite, končno marksizem je nastal kot posledica prve industrijske revolucije in to se vleče tako in tako naprej skozi drugo, tretjo in sedaj smo na začetku četrte industrijske revolucije. Tudi to ima svoje posledice, ne samo v svetovni, tudi v slovenski javnosti. Ljudje so nesigurni, mi jim ne moramo dati ene vizije, mi jim ne moramo dati nimamo preroških sposobnosti, ne jemljemo si preroških sposobnosti, levica si jih pa jemlje. Ampak vendar, desnica živi v realnosti, levica živi v nekem imaginarnem svetu in ne pusti, da o njem dvomo. Mi pa moramo o tem dvomiti, moramo ljudem povedati, da te stvari ne držijo popolnoma, da so nekje imaginarne in nepreverjene in to je glavna kvaliteta te knjige, ki jo je Scruton napisal, da on to preverja, si izbere res po svojem izboru nekaj teh vodilnih levih politikov, modernih, ampak jaz bi pogrešal, jaz bi tukaj dodal še te izvirne, ker popolnoma iste ugotovitve, kot jih on ugotavlja za Lacana, kot jih on ugotavlja za Žižka, bi lahko ugotovili za Marxa, bi lahko ugotovili za kasnejše teoretike marksizma-leninizma. In s tem bi jaz končal in lepa hvala, da je ta knjiga išla. Mislim, da je to velik napredek v neki širši in bolj racionalni debati v človeški družbi. Hvala Andreju. Sedaj bi pa prosil dr. Žižka, dr. Žiga. To je pa zdaj bilo sobljivo. Ja, preveč je, veste, Freudovski zdrs. V zraku Žiže. No, Žiga, oprosti in prosim, imaš besedo. Hvala lepa za vabilo, za priložnost, da delim nekaj misli. Pravzaprav bi se navezal na tole, kar je profesor Umek večkrat omenil neko besedo, oziroma dve besedi, napredek oziroma razvoj. Odkar imamo napredek oziroma odkar imamo razvoj, postaja ta razcep med dvema pogledoma na družbo pravzaprav šele zelo prezenten. Zakaj? Razlikujeta se dva pogleda na družbo, zakaj in na kakšen način se razvija, zakaj in na kakšen način se spreminja. Zakaj se to pojavi šele v zadnjem času? Zato, ker se življenje in družba pravzaprav zelo malo spreminjala tam nekje do industrijske revolucije ali pa če bi šli še par sto let prej do izuma tiska. Življenje ljudi, torej sprememb je bilo malo, ekonomisti vam bodo narisali eno krivuljo, ki je taka kot hokejska palca, rast bruto domačega proizvoda tako rekoč stagnira do industrijske revolucije in potem stagnira. In v tistem času so se ljudje začeli spraševati, zakaj se pa stvari spreminjajo. In Scruton spada v serijo nekih mislecev, konzervativcev, mogoče njihov praded oziroma prvi v tej liniji je Edmund Burke, potem še nekaj drugih Whigov, Hayeka bi prav lahko dali tudi v to skupino starih Whigov in potem Scruton.
ki se nekako vsi upirajo ideji, da je razvoj, da so spremembe, da se človeška družba razvija in spreminja na podlagi inteligentnega načrta, na podlagi tega, da inteligentna skupina ljudi reče, od zdaj naprej bomo pa mi imeli tako pa tako, od zdaj naprej, ne vem, recimo, bomo pa ukinili družino, od zdaj naprej pa ne bo več narodov, ne? Od zdaj naprej se bodo pa poročali kar pravzaprav poljubne kombinacije oseb in poljubno število oseb med seboj. Skratka, je ena skupina, ki pravi, družba je produkt inteligentnega načrta, mogoče vas to malo spominja na neko skupino ljudi, ki je nekoč zagovarjala, da je biološki svet del inteligentnega načrta. Nam so očitali, vi pa verjamete, da so konji in krave in trava in drevesa in tako naprej posledica inteligentnega načrta. In potem imate drugo skupino, v zvezi z družbo seveda, ki pravi ne, družba se je razvijala, bom rekel, spontano, s poskušanjem, z preverjanjem, z ohranjanjem dobrega in sem in tja kakšnimi manjšimi popravki. In misleci levice so pravzaprav tisti, ki so mnenja, mi lahko naredimo boljšo družbo, mi lahko naredimo boljši svet. Mi znamo narediti družbene inštitucije, družbene odnose, etiko in moralo, če se usedemo skupaj, če premislimo, če zberemo eno skupino profesorjev, znamo te stvari narediti boljše, kot so se spontano oblikovale najprej skozi milijarde let biološke revolucije in potem skozi milijone let evolucije humanoidov in potem mogoče skozi enih 100 000 let evolucije in razvoja homo sapiensa in potem še, bom rekel, boljše kot 10 000 let razvoja nekih kultur oziroma civilizacij. In v tem se mi zdi, da je ključna razlika med, recimo, konzervativci in anglosaksonskimi otoškimi liberalci in med progresivci, levičarji, različnimi naprednimi misleci, ki jih tukaj Scruton enega za drugim pravzaprav pomeče v koš. Namreč, ali, če bi hotel z eno zelo znano frazo to poudariti, mislim, da je Marx nekaj rekel in je zelo znano, filozofi so do zdaj svet samo opisovali, ampak zdaj ga bodo začeli pa spreminjati. To je v enem stavku povedano pravzaprav bistvena zabloda naprednega pola oziroma levega pola, recimo filozofije, družboslovja in tovrstne znanosti. In desni pol pa pravi moment, mi imamo cel kup stvari, ki očitno funkcionirajo, ker smo do sem prišli, ker smo z njihovo pomočjo, s takimi inštitucijami, s tako organizacijo družbe, s tem, da imamo recimo privatno lastnino, s tem, da imamo, ne vem, družino, da imamo svetost življenja, da imamo ves ta moralni sistem in tako naprej. Oprostite, ampak s tem smo prišli na Luno. Ampak vi nam pa zdaj tukaj pravite, da bi pa mogoče neke stvari delali drugače. Ali pa s tem smo prišli v Evropi iz, ne vem, skoraj nič prebivalcev, do 500 milijonov, ki jih Evropa trenutno preživi. To se mi zdi nekako, da je ta bistvena razlika, ki jo potem Scruton in seveda tudi drugi konzervativni in klasično liberalni misleci pravzaprav, predvsem Hayek je tukaj pomemben, razsuvajo. Tisto, kar se mi zdi v tej konkretni knjigi važnega, je, da tri poudarke bi izpostavil. Podlaga za to, da si napredni del mislecev, razumnikov upa načrtovati družbo, upa z močjo intelekta, z napuhom razuma, kot temu Hayek pravi pravzaprav v eni knjigi, naslova ene njegove knjige, predrugačiti družbo. Podlaga za to je, da mislijo, so prepričani, da oni to delajo znanstveno, da je to znanost. In prva stvar, ki se mi zdi, da jo Scruton tukaj razsuje,
je, da ves ta marksizem, dialektični materializem in tako naprej in cela ta ekonomija, ki iz tega izhaja, da to ni znanost. Pravi dobesedno, da je najbolj zvita poteza marksizma, da se je uspel nekako predstaviti in pozicionirati kot znanost. In seveda, ko smo mi v dialoškem spopadu z misleci levice, oni sebe predstavljajo, mi smo znanost, vi ste pa tle, imate neke Ježuščke, pa Marije, pa angelčke, je pa neko črna magija in vraževerje in religije in vsa ta temačna meglena zadeva. In seveda, tisto, kar bi danes lahko tudi vis-a-vis znanosti potrdili, je seveda, da znanost vsaj od Herberta Spencerja naprej ve, da človeška družba in človeške inštitucije so ravno tako produkt ne inteligentnega načrta, ampak produkt evolucije, kot so produkt evolucije biološka bitja in biološki sistemi. Seveda lahko tej evoluciji jo lahko imenujemo z različnimi načini, z različnimi besedami, ampak ideja je pri mislecih v razponu, nekih konzervativnih mislecih v razponu 250-300 let približno ista, tisto, čemur pravi recimo Burke, da je ta naša družba rezultat pohoda Boga skozi svet, March of God through the world. Temu Hayek pravi spontana evolucija družbenih odnosov. Ampak efekt je isti in sporočilo je isto. Ne spreminjajmo, ne domišljajmo si, da smo pametnejši kot milijon let poskušanja in razvoja. In bodimo veseli, ker poglejte, to nas je pripeljalo do točke, ko in potem vsak lahko reče, kako imamo pravzaprav, kakšen krasen standard življenja imamo v primerjavi z preteklostjo in še posebej bi lahko rekel recept in detajli, ki jih je tukaj našla evropska civilizacija, so še posebej in še nekoliko uspešnejši od tega, kar so našli nekateri drugi. Očita Scruton celotnim tem mislecom levice, da je pravzaprav njihova naloga, da nekako znanstveno pakirajo, v znanstveni celofan zavijajo politične ideje, da jih razume, da se poskušajo politično angažirati, ker če naj bi nekdo načrtal novo družbo, če bi družba bolje delovala, če bi jo vodil nekdo, neka skupina modrih, pametnih ljudi, intelektualci, stroka, da bi šlo boljše, kot če je zadeva prepuščena spontanemu razvoju. Oni sebe seveda vidijo, da bodo tisti, ki bodo vodili vse ostale. Seveda to privlačno, privlačno, če si razumnik, da boš lahko vodil in usmerjal, kako se bodo stvari spreminjale, je nekako še celo bolj več zadovoljstva prinaša, če si razumnik levice, ker boš lahko stvari spreminjal, vodil boš nekakšen arhitekt bodočega lepega novega sveta, če si pa razumnik desnice, kako bi rekel, si pa oskrbnik najprej, oskrbnik tega, kar je nastalo do zdaj. In za kar jaz upam, da se vsi strinjamo, da je bilo zelo uspešno. Druga stvar, ki jo jaz vidim v tej knjigi, je, da kot glavno orodje mislecev nove levice za prodajanje nečesa, kar ni znanost kot znanost, uporabijo oziroma zlorabijo jezik. Se pravi, jezik, ki je v neki racionalni družbi, v neki družbi pomanjkanja, orodje tega, da se med seboj sporazumevamo, da drug drugemu sporočamo koristne informacije, s pomočjo katerih postane preživetje lažje. Jezik tukaj postane orodje za spreminjanje sveta. Ni orodje za opisovanje sveta, ni orodje za reševanje problemov, ampak je orodje, ki je namenjeno spreminjanju sveta, ker smo rekli, koncept, ideja je, mi znamo narediti, misleci nove levice znajo narediti boljši svet od tega, kakršen že je. In seveda, zato
tako kot je povedal profesor Umek, jezik nima več tistega stika z resničnostjo, kot ga mora imeti, če naj bi bil uporaben za to, da preživimo. Ne. Mi seveda, ne vem, če si predstavljate eno skupnost, ki ne vem, je napadena od divjih zveri, ne, je seveda zelo zainteresiran, da ima jezik, kjer bo znalo natančno opisati, kakšne so te zveri, odkot prihajajo, koliko jih je in tako naprej, ker je njihovo preživetje od tega odvisno. Ne. Če imaš pa luksus, da modruješ o stvareh, ne, ki so nekje v prihodnosti, s katerimi poskušaš upravičiti neke prihodne načrte, ki so mogoče neizvedljivi, ne, je pa seveda koristno, da je jezik tak, da ga ne moreš prav zgrabiti za besedo, oziroma da ni tako konkreten, da bi bilo mogoče kaj dokazati, da ne drži. Ne, Scruton pravi, levica se prav trudi, da bi naredila nek umeten konflikt v svetu sanj, ne, v svetu nekih idej, zamisli, ki so, ne, in zato je pravzaprav nam tako težko misleče levice čitati, ker ni nič konkretnega ni. Ne. Tisto, na kar še tudi Scruton opozori, kar se mi zdi pomembno, ne, pravi, ne, da levica zato, da bi ustvarila te, bomo rekel, umetne bodoče sisteme, ta svet sanj, ta svet megle, je skonstruirala cel kup nekih izmov. Ne. Socializem, nacionalsocializem, nacizem in tako naprej. Ne, in pravi, konzervativizem pa ni izem. Ne. To pa ni, torej, ja, kot če ga napišete sintaktično, seveda je. Ne. Ampak ne gre za nek miselni sistem, ki bi bil izpeljan iz nekih aksiomov, iz nekih prvih načel, iz neke, ne vem, teorije vrednosti, razrednega boja in tako naprej, ne. Ampak je sestavljen iz celega kupa nekih drobnih pravil, ki so se in inštitucij in zagovarjale tega, kar se je skozi zgodovino oblikovalo. Ne. In pravi v tistem poglavju, ko govori desnici, ne, da je pravzaprav glavna naloga desnice, da reši jezik in da ga nekako spravi nazaj iz tega žargona. Ne. In skratka, ni znanost, jezik so poskušali nam vzeti oziroma si ga prisvojiti, ga poškodovati, narediti nek zlagan jezik. To sta zdaj dve stvari, ki nekako v intelektualnih krogih imata lahko nek odmev, oziroma na intelektualce to funkcionira, na neke preproste ljudi jih pa pravzaprav niti znanost preveč ne zanima, teh mislecev itak ne berejo. Ne. Tretja komponenta, ki jo Scruton odlično opiše, je pa, kje pa ta zadeva, kje pa misleci nove levice pravzaprav najdejo pa ljudski odmev, kako pa pridobijo ljudstvo zase. Ne. Nekje pravi, ne, sicer njihove ideje so nemogoče, ne, nemogoče ideje terjajo neskončen napor, ne, ta neskončen napor terja neskončno nasilje, to se zelo lepo empirično pokaže, ampak zakaj ljudje to podpirajo? Ne? In pravi, da prav, zdaj počasi tudi jaz končujem, ne, iz nekega sveta, ki je bil razmeroma statičen in kjer so ljudje nekako imeli približno svoje mesto, če si predstavljate nek srednjeveški svet, neka silne, mogoče kolega Simoniti poprav, ampak predstavljamo si, da neke velike mobilnosti ni bilo, ne, da se je približno vedel, kdo kam sodi, družba je bila razmeroma statična in dobra stran tega na nek način je bila, da ni bilo toliko nezadovoljstva. Ne. Kot v sodobni družbi, kjer smo nekako bliže skupaj, kjer so razlike ravno take, mogoče so še večje, je pa možno postati nekaj drugega. Je možno postati več ali pa možno tudi nazadovati. Ne. In tukaj citira Nietzscheja, ne, in pravi, ne, da v bistvu ta zamera, slaba volja, zavist, ne, ki je v ljudeh, ker ima nekdo drug več kot oni, ker ima nekdo drug več premoženja kot oni, ker ima nekdo drug več besede kot oni. Ne. Nietzsche pravi, da je to rekel, osnovno stanje človeškega duha. Ne. In mogoče ima prav za neke ljudi, ki so,
čisto tako poničejansko izgubile Boga ali pa vero ali pa neko zaupanje v družbo, ki je okrog njih, ne. Ampak Scrutonova analiza in tudi sicer gre pač v to smer, ne, da ko gre za pridobivanje glasu ljudstva, ne, običajnih ljudi, se Nova levica nasloni na to, da razpihuje zamere. Ne. In to pravzaprav, če imamo to v glavi, ne, da je to agenda, potem spoznamo pravzaprav tako rekoč vse, kar z leve strani političnega pola tudi danes prihaja. Vse ideje, ki tudi danes prihajajo. Ne. Oni so dejansko začeli, ne, in tukaj mogoče je tudi treba najti pojasnilo med recimo tisto klasično levico, ki je bila recimo delavska oziroma se je za te socialne probleme borila. Skupni imenovalec je, ne, iskanje, razpihovanje delitev, razpihovanje zamer. Oni so se lotili pač zamere, ki jih imajo delavci proti lastnikom ali pa revni proti bogatim. Ne. Potem je potrošniška družba, ta potrošniški kapitalizem, tako rekoč vsak ima, ameriški reveži imajo velike LCD televizorje in internet in vse to. Ne. To ni več tako fajn za razpihovanje zamer. Ne. Pa imate, ne vem, ženske proti moškemu, pa imate proti moškim, pa imate celo to MeToo gibanje. Ne. Pa heteroseksualne proti homoseksualnim, ne. Pa jih našuntaš ene proti drugim. Zdaj se je začelo, pa mladi proti starim. Ne. In vsakič, ko se da nekoga našuntati proti drugemu, ne, je to orodje za spreminjanje sveta in na to štartajo. Ne. In tisto, kar nekje Scruton pravi in je praktično 1 na 1 bi lahko našli isto v Burke'u ali pa v Hayeku ali pa še v kom drugem, ne, pravi, ne, ampak naloga konzervativcev, ne, je pa točno obratna, je pa, da držijo družbo skupaj, da skrbijo za to, da zadeva funkcionira kot celota, da se pač med seboj ne pobijemo ali pa vsaj še boljše, da lahko med seboj sodelujemo, ker če nimamo preveč stroškov z prepiranjem, ne, potem boljše napredujemo. In to je njegov, se mi zdi, njegov napotek oziroma odgovornost konzervativcev, ne, ustvarjati razmere, kjer lahko družba deluje kot celota, blažiti te zamere, ne pa jih razpihovati. Ne. In to seveda ne pomeni, da se ne moreš zavzeti za to, da se socialni problemi rešujejo. Ne. Ampak rešuješ problem, ne pa šuntaš človeka, lej, kako je tebi grozen. Ne. Mu daš službo, mu pomagaš z takimi drugačnimi ukrepi, ne. Namesto šuntanja. Tako da na tej točki bi končal. Hvala, doktor Žigi. Jaz bi pa najprej omenil, kar morda je vendarle potrebno, nekaj slovenskih utrinkov. Se spomnite lanskega pogovora Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom in reakcije, ki smo jo bili deležni s strani Zveze združenj borcev, kjer je v samem intervjuju pa je Jože Dežman zelo vljudno, bi rekel, na nekem nivoju kulturno govoril neke druge stvari, ki jih Zveza združenj borcev zagovarja, in je bil odziv se strani Zveze združenj borcev res neverjetno močan. Potem v prejšnjem mesecu smo doživeli zanimivo soočenje med Romanom Vodebom in pa feministično druščino na knjižnem sejmu, kjer je tudi on pač drugačno stališče podal, kot je ta druščina pričakovala oziroma zagovarjala. Potem tudi vprašanje gender ideologije, ki jo zagovarja Legebitra in vsi, ki zastopajo to ideologijo, je tudi neka ideologija, ki je na nekih trhlih tleh, neosnovana. Naj jaz samo povem, da tista famozna teza njihova,
da si človek sam izbira spol, da se rodi kot brezspolno bitje in tako dalje, so biologi že zdavnaj raztrgali. In sicer zelo jasno so bile narejene raziskave in sicer iz drugih namenov že pred leti. In sicer raziskave, zakaj je v 20-30 letih, bom kar naravnost povedal, se spremenil moški spol. Da je za 50% manj semenčic v kubičnem milimetru sperme in da je še od teh semenčic polovica več padla delež aktivnih semenčic za 50%. Dalje, da je miselnost v zahodnem svetu se spremenila in so raziskovali, zakaj je do tega prišlo. In so ugotovili, torej nesporno ugotovili, da je odločilno za razvoj moškosti v fantkih v prvih mesecih zarodka, in sicer v 2. do 4. mesecu zarodka. In sicer takrat se mora kromosomski par XY prebuditi in začeti proizvajati moško spolno shemo, testosteron in tako dalje. Če pa pride preveč estrogena, ženskega spolnega hormona do zarodka, se to zmoti. Se razvoj moškosti podre. Ampak placenta, torej posteljica, ženska posteljica, ščiti zarodek. Ženski spolni hormon estrogen, ki ga je polna materina kri, ne pride do otroka, obstaja bariera. Ugotovili so pa, da neke druge kemikalije, zelo nevarne, pa vstopajo skozi to bariero, prosto zletijo v zarodek. Pa ste v 2., 3., 4. mesecu zarodka. Zletijo in to so motilci hormona, delujejo, učinkujejo kot estrogen in porušijo hormonsko sestavo moškega zarodka. In ko so razvijali naprej, raziskovali se naprej, so ugotovili, da že v 2. mesecu je povsem jasno, ko zaživi genetski material, torej kromosomski par XY, je to že fant, je to že moški, ki pa se razvija in je razvoj lahko moten. To sem omenil samo zato, da vidite, kako neosnovana je ideologija Legebitre. Kako neosnovana. In moram reči, da je recimo že letos, koncem junija, v Nemčiji izšel obsežen zbornik kritičnih prispevkov biologov in biomedicincev na to temo, v kateri pravzaprav popolnoma vso ideologijo Legebitre oziroma gender ideologije zrušil v nulo. Ampak tudi v Nemčiji mediji nič o tem niso govorili. Tako debel zbornik. Nič o tem. Torej strokovnjaki, eminentni strokovnjaki, eminentna imena. Nič. Tudi tam vlada politična korektnost. Zakaj to navajam te primere? Zaradi tega, da vidite, kaj združuje vso to dogajanje. Združuje to, da je grajeno na nekem mitu, na neki izmišljotini, daleč od resničnosti. Torej, o mitu NOB, Osvobodilne fronte,
kaj je šlo takrat, zakaj je šlo, kaj je bilo v ospredju in tako dalje, ne bom govoril. O Legebitri sem povedal, o feminizmu ste že tudi veliko slišali. Prva doba feminističnega gibanja je bilo zelo dobra, je bila aktualna, je bilo zaželjeno, da ženske dobijo vse pravice, ki jih imajo moški, od zaposlitve, študija, političnega angažiranja in podobno. Že druga faza sredi prejšnjega stoletja je pa že šla v to, da je šlo predvsem za pravice do splava in tako dalje. To se pravi, v drugo smer je šlo proti ženstvenosti. Ne? In ni čudno, da je zadnja raziskava, obsežna raziskava med rodnimi ženskami, to se pravi 20 do 50 let v Nemčiji in pa v Angliji, ki je zajela okrog 10.000 vprašanj oziroma žensk, pokazala, da več kot 3/4 žensk odklanja to feministično ideologijo. Odklanja, ker pravijo, da je v nasprotju z ženskimi vrednotami, z ženstvenostjo in pravzaprav gradi na sovraštvu do moških. Torej, prvi skupni imenovalec vsega tega gibanja je, seveda takih gibanj je veliko, še to v življenju vidite lahko danes na vsakem koraku, je, da gradi na neki neosnovani ideologiji, na mitu, na neki izmišljotini. Drugi, da ne dovoli razprave o tisti tezi, o tisti, bi rekel, dogmi. Ne pusti razprave. Ne pusti. Z Vodebom se ni noben hotel pogovarjati. Da bi z Dežmanom, da bi rekli, pa se usedemo za mizo, pa vi pravite tako, mi pravimo tako, dajmo razčistiti zadevo. Ne. In tretje, kar je, zaščititi svoj mit za vsako ceno. Zaščititi svoj mit. To se pravi z obvladovanjem medijev, z obvladovanjem šolstva in nasplošno in s prepovedovanjem drugačnega mnenja. Ena od znanih metodologij je pa hujskaštvo, ki ga tudi Skruton zelo dobro opozori na njega. Je pa ta, če ti nekomu, ki drugače misli, rečeš fašist, potem se ti ni treba z njim pogovarjati. S fašistom se pa ja ne boš pogovarjal. Ali pa, če mu rečeš ksenofob, se ne boš z njim razpravljal o migracijah, o problemih migracijah. Ne. Ali pa ksenofob, homofob. Ne. To je sistem pravzaprav hujskaškega etiketiranja, ki potem seveda prepreči debato iskanja resnice. In še, ker Skruton lepo pove, tukaj se vzpostavi, če se že vzpostavi dialog oziroma pogovor, soočenje z resnico, saj kako se pa lahko sooči z resnico, če ne z nekom, ki drugače razmišlja, ki dokazuje svoje stališče. Ravno to soočenje pa vsa ta srednja, jaz bom rekel novodobna levica, odklanja to soočenje oziroma govori, da soočenja med mitom in resnico ni oziroma postavlja mit, laž, izmišljotino na isti nivo kot resnico. Potem se pa pogovarjamo. Ne? Ampak tisti, ki zagovarja resnico, ne more drugače dokazati kot z uveljavitvijo svoje resnice. In seveda to se potem vprašamo, zakaj pa takšno inzistiranje na laži, na mitu.
Zakaj takšna, bi rekel, shizofrena ali bi rekel strastna zavzetost za to, ščitenje tega? Ja, potem pridemo na to, kar smo sami doživeli že od leta 1941 naprej, za oblast, za vpliv. Za vpliv gre. In v tem primeru seveda potem tisti, ki ima oblast, tisti, ki ima vpliv, lahko vse to, ves ta mehanizem zaščite svojega mita tudi uporablja. No, treba se je zavedati, da je že po prvi svetovni vojni, že tam leta 1924-25, so takrat intelektualni lideri komunizma, to so bili v Nemčiji, to ni bil Lenin, ne, Stalin, te so bili pač izvajalci tistega, bi rekel, slabe strani te ideologije, so živeli v Nemčiji. Nemčija je bila polna tega. In intelektualno jedro komunizma je bilo v Nemčiji. Ampak oni so že takrat ugotovili, da to, kar se je v Rusiji dogajalo, pravzaprav ni komunistična nebesa, ampak pekel. Je pekel. In so rekli, tukaj so sami ugotovili, tukaj smo zašli, smo se zmotili, je potrebno drug način, je potreben drug pristop, drugo govorenje, drugi cilj, druga ideologija. In seveda so šli, kot je Gramsci nekako zakoličil na začetku, torej med obema vojnama, da je svoj levičarski program, komunistični program hotel preoblikovati v kulturno revolucijo, torej ki bo nekako gradila na tem, da deluje ne z orožjem, ne z vislicami, ne z gulagi in podobno, ampak z infiltracijo v šolstvo, v vlado, to se pravi v kulturo, v gledališča, v medije in tako dalje. Takrat je bilo že to načrtovano kot zelo dobra strategija. Ampak seveda, ko je prišel Hitler, so morali bežati, so šli v ZDA, po drugi svetovni vojni so pa takoj prišli nazaj v Nemčijo in so začeli svoj zmagoslavni pohod. Pohod preko inštitucij. Pohod preko inštitucij. Ko je padel Berlinski zid, seveda takrat so padle tudi pri nas te ideje, to utemeljevanje marksizma, socializma, ker potem ne moreš več govoriti v zveličavnem soočenju, sporom med izkoriščevalci in izkoriščani, tudi tega ni več. Danes ni praktično tisti, ki odloča v veliki firmi, ni isti, kot ima dobiček. Tukaj so se stvari nekako podrle v tej stari komunistični shemi Marksovi, kapitalisti in pa izkoriščani ljudje, izkoriščani narod. In je tudi pri nas se podrla tista kardeljanska ideja, je bila neuporabna in so bili tudi pri nas nekako, je bila komunistična levica zmedena, takoj po osamosvojitvi, namreč tudi niso več tistega strogega socializma zagovarjali, saj so se sami nekako več ali manj preobrazili v kapitalistične tajkune in podobno. Ampak vseeno, komunistična ideja je preoblikovana, živela naprej in je ugotovila pravzaprav, da je sodobni feminizem in pa Legebitra ravno tako sovražno nastrojena do tradicionalistov, do krščanstva, do tistih, ki zagovarjajo kulturo, in se jim je pridružila oziroma prevzela jih.
Tako da imamo zdaj povsem drugo situacijo, metodologijo pa enako. In namreč to je treba upoštevati, da pravzaprav sedanja, bom imenoval novodobna levica, gradi torej na neki osnovi, vkolikor svojo agendo hoče opravičiti in vsak, ki družbeno deluje, hoče opravičiti to z nekim svetovnim nazorom, da ne reče, to je moja izmišljotina, moraš me poslušati in podobno, jaz imam vso resnico sem spil, ampak moraš to opravičiti za neko nazorsko shemo in potem seveda tu svoj nazor oblikovati. In ta gibanja so torej našla nek nazor, ki pa seveda ni utemeljen in se jim podira. Z vsakim znanstvenim ali bi rekel modernim pozitivizmom se jim podira. Zaradi tega so toliko bolj, bi rekel, kot sem rekel, histerični do drugače mislečih in pa tudi sedaj, so ta gibanja v oblikovanje kodeksa politične korektnosti so pravzaprav namenjeni temu. No, in nikoli ne morejo oni, ki so gradili na nekem mitu, tudi Zveza združenj borcev, dokler temelji na mitu, se ne more resno pogovarjati o zgodovinskih dejstvih, ne more, torej, kdor temelji na neosnovani, ne bom rekel dejstvo, ampak izmišljotini, gre lahko opisovati svet, ampak opisovati svet, s katerim bi tako, da bi svojo teorijo potrdil, ne da bi iz resnice hotel opisati ali pa razumeti svet. In to Scruton kot eden redkih je zelo dobro opisal. Še najbolj se pa, da pa rešil na Žižka. Namreč, to moram pa prebrati, ta odstavek. In sicer na koncu knjige, veste, tam od 255 naprej. Takole pravi, torej, novodobno levico opisuje tukaj tudi pri Žižku in pri Žižku pravi Scruton, gre za poplavo besed, podob, spekulacij, tem in konceptov, kot bi jih streljal iz strojnice, pri čemer pa podtika majhne kroglice strupa, kot so denimo terorja ne smemo zavračati in toto, ampak ga moramo na novo izumiti. Ali problem s Hitlerjem in tudi s Stalinom je v tem, da nista bila dovolj nasilna. Ali stalinizem ni nemoralen, ampak preveč moralen, diktatura proletariata je danes edina prava izbira. To se lahko smejite, lahko ste pa šokirani. Pazite. Kaj hoče s tem povedati? Kaj hoče sugerirati? Kaj je tista strupena kroglica v tem? Je, da pravzaprav ni več ločnice med dobrim in slabim. Tudi dobro je dobro. Tudi Stalin je odlično. Hitler, je treba tako razumeti. Ni ločnice med dobrim in slabim. Med prav in narobe. Med resnico in lažjo. Ni več razlike. Vse je pomešano. In če se mi vprašamo, na čem pa pravzaprav temelji človeška družba? Ravno na soglasju, kaj je prav in kaj je narobe. Ni prav, da otroka zapreš v avto pri 40 stopinjah Celzija, da umre. Ni prav. Ni prav, da okradeš soseda, ga ogoljofaš. Ni prav.
So stvari, ki niso prav in so stvari, ki so prav. Če v družbi tega občutka ni, potem nima na čem sobivanje biti. In to se podira, gospodje, to se podira. In Scruton prav na koncu, da težnja po radikalnem spreminjanju sveta je torej tista, ki nas vodi v katastrofo. In tukaj gre pa za radikalno spreminjanje sveta. In rušenje vsega tistega, kar pravzaprav družbo dela. In pred nami so še stvari, ki so še bolj grozljive. In sicer vi veste, da iz Kitajska dobro že uveljavlja tisti popolni nadzor nad ljudmi, kjer je v enem mestu po milijon kamer, ki prepoznavajo obraz in popolnoma spremljajo digitalno vse, kaj govoriš, kaj počneš, kje delaš, s kom se družiš in tako dalje. In seveda, potem oni že ustvarjajo to, da posamezne kategorije in pravila, računalniško seveda, potem vodi in že kar računalnik vrže ven, ali si vreden stanovanja ali nisi vreden, ali si vreden, da potuješ v tujino ali nisi vreden in tako dalje. Pazite, to prihaja v Evropo. Ne misliti, da bomo lahko temu ubežali. S časovnim zamikom bo leva oblast to upeljala. In tisto, če smo se včasih bali, oziroma kot otroci slišali, Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. Ne? Danes veliki brat se vidi, veliki brat vse ve, pazi, kaj boš delal. Pazi, kaj boš delal. Samo včasih je bilo rečeno, so bile neke tisočletne kategorije, kaj je dobro in kaj je zlo. Ne kradi, ne ubijaj, ne laži. So bile tisočletne. Nihče ni tega spreminjal. Nihče ni tega spreminjal. Zdaj pa nekdo drug postavlja kriterije, kaj se sme pa kaj se ne sme. In si zamislite, da pride na oblast nek Hitler, kaj se sme, kaj se ne sme. Ali pa nek Stalin, ali pa nek slovenski Stalin. To je realnost, dame in gospodje. To je realnost. Zaradi tega ne zanemarjati ideologij, ki se pojavljajo, ideološkega sveta in vsega tega, kar pravzaprav se potihoma plazi po Evropi, po Evropski uniji. Po Evropski uniji. Samo da omenim Legebitro, ki izdaja certifikat tistim firmam ali pa fakultetam, ki se zavežejo, da bojo to ideologijo ščitili, zagovarjali in tako dalje. Torej, družboslovne fakultete, FDV in podobno, jasno, pri nas so že popolnoma njihove. Prejšnji mesec je fakulteta za matematiko in fiziko, naravoslovna fakulteta, sprejela certifikat in se zavezala temu. To je pa dejstvo, slovensko dejstvo. Hvala. Sedaj imamo še kar nekaj časa in bi jaz ponovno prosil, Andrej, ti si bil kratek, ti imaš, verjetno ti je še kaj padlo na pamet, kaj bi v zvezi s Scrutonom, in pa tudi Žiga tebe bi prosil, če imaš kaj povedati, potem bomo pa dali besedo tudi vam. Ja, mislim, da je bilo vse v veliki meri je bilo povedano. Pravti imamo z neosnovanimi teorijami, ki so nastale z, rečemo, razsvetljenim pisanjem nekega avtorja, z razsvetljenim nastopanjem nekega avtorja
ki ni dopustil in njegovi somišljeniki nikoli niso dopustili neke racionalne preverbe. To je tista največja škodljivost in jaz mislim, da ravno knjige, kot jo je Scruton napisal, to jasno pokažejo. Pokažejo ljudem, da je to neka nerealnost, nerealna situacija, ki se odzivajo na neke fiktivne probleme v neki fiktivni družbi in te svoje zaključke vseljujejo celotnemu človeštvu. To je tista napaka, ki jo levica dela in o tem je treba govoriti, o tem je treba ljudi informirati, da se njihovi problemi rešujejo lahko edino na logičen, dostojen način enakopravnih posameznikov v človeški družbi. Nikakor pa ne na konceptu levice, ki temelji na skupine, kakorkoli jih te imenujemo, Marx je to rekel, razrede, in ki se med seboj sovražijo in tako naprej. In recimo, če pogledate, njihova levica ima še eno, pa spet iz marksizma, in s tem bi pol tudi zaključil, vzel. Poglejte, pa profesor Šturen se bo tega spomnil, ker to je bilo pri nas v razredu, ko so nas ena profesorca prav drilala o marksizmu. Vsi sistemi nosijo kal propada v sebi, razen marksizma. Marksizem je pa večen. To se pravi, ta koncept večnosti in korektnosti je seveda tista ogromna, ogromna napaka. In poglejte, kje pa je danes ta večnost? Jasni dokazi so v Evropi, so v celem svetu, da ta večnost ni nikjer, da nima notre kontradikcije. In mi smo se takrat kot sošolci smo se na tihem med sabo pogovarjali, kaj bi pa lahko bila tista kal propada, ki jo nosi komunizem v sebi. Takrat smo bili še premladi, preneizkušeni, da bi to dorekli in to. Ampak poglejte, kako si vzamejo neko premiso in jo ne podvržejo nikakršnemu preizkusu. Jaz mislim, da je o tem treba govoriti, da so to nepreizkušene, da so to neke v bistvu fantazme, s katerimi se pa moramo srečati, so pa te fantazme v časih kriz za človeka nekako bolj atraktivne kot mogoče čista realnost. Čista realnost pomeni, da je treba delati, da se je treba prizadevati, da je treba razmišljati in tukaj pa ti nekdo bo pa prišel tako rekoč zveličanje na zemlji bomo doživeli in to je tudi recimo kar vse te teorije, recimo če gremo nazaj, angleški filozofi imenujemo, da vse to spada v teorijo zveličanja noter, da to ni torej vsekakor je treba na to opozarjati in Scrutonova knjiga je ena prvih knjig, ki na to konkretno in dosledno opozarja o lažnosti levičarskih fantazem, jaz ne bom rekel teorij, ker teorija kliče po preverjanju in na to moramo mi nekako širiti, moramo nadgrajevati, vsak po svojem, vsak v svojem segu in to je to, nimamo mi druge izbire, moramo se s tem konfrontirati, pa lahko smatramo še kot tako bedarijo, ampak se moramo konfrontirati in moramo na to odgovarjati. Hvala lepa. Hvala. Ja, mogoče bi samo to dodal, no, da misel te nove levice bi moralo biti zelo enostavno premagati oziroma zelo enostavno zavreči, preprosto zato, ker je utemeljena na nekaj popolnoma dokazljivih, znanstveno dokazljivih zmotah. Temu, kar je kolega Cukjati rekel, laži oziroma iluzije. Temelji na eni biološki zmoti, dokazani biološki zmoti, ki je veljala nekaj časa, ki se je pojavila okrog francoske revolucije, da se človek rodi kot nepopisan list. Namesto, da bi priznali, da se ne rodi kot nepopisan list, da pridemo na svet tudi z nekimi moralnimi občutki,
Ne samo z barvo las in nosa in kakšnega spola smo in tako naprej, ne? Z moralnimi občutki, vrednotami, kako bi rekel, mogoče vrednote preveč eksplicitno povedano, ampak z moralnimi občutki prijemo na svet. In seveda, ne, če so nekatere stvari hardverske, se pravi biološke, potem to postavlja eno hudo mejo temu, kako daleč lahko inženirji družbo spreminjajo. Ne? Če so nekateri nastavki za to, da je družba taka, kot je, pravzaprav biološka. Ne? V tem je razlog, da če hočeš biologijo spreminjati, rabaš neskončno nasilje, ki se je potem pokazalo na eni strani v koncentracijskih taboriščih, na drugi strani v gulagih. Ne? Skratka, lažna biologija. In mogoče še bolj pomembna, mogoče nekoliko bolj komplicirana, ne? Lažna epistemologija, ne? Odkot je naše znanje. Ne? Oni so mnenja, ne, da je mogoče z neko znanostjo v nek sistem znanstvenih resnic, pravil, aksiomov, vse, kar mi o družbi vemo, nekako zapisati in da to lahko neka skupina ljudi, je neka skupina ljudi pametnejša od vsote pameti vsega človeštva, pa ne samo teh, ki so živi, ampak tudi vsote pameti vseh, ki so kdajkoli živeli. Ne? In to je v tistem svojem eseju uporaba znanja v družbi, recimo Hayek dokazuje, on je skozi, bom rekel, informacijski pogled na družbo, ne, dokazal, da je socializem nemogoč, da je plansko gospodarstvo nemogoče, to ne more funkcionirati, ker preprosto, in imamo tak lep slovenski pregovor, več ljudi več ve. Ne, CK ve tolikle, 2 milijona Slovencev ve pa več. Ne. In je, bom rekel, zato cela stvar nemogoča. Ne. Ampak kljub temu se te ideje prodajajo naprej in se po letu 1989 pravzaprav prodajajo naprej še lažje. Ne. Pa to ne vem še celo, če ni, če Žižek tudi tega povedal, ampak tudi Scruton to pove in marsikakšen konzervativni misel. Mimogrede, meni je bil v Žižku všečen en citat, ko Scruton pravi nekako tako, Žižek gotovo se nekje hahlja vsej tej znanstveni družbi, ki njega postavlja v isto ob bok Kantu oziroma v isto serijo filozofov kot Kanta. Gotovo se Žižek kje temu smeje. Ne. Skratka, zakaj je po letu 1989 lažje? Zato, ker je ta laž, ta iluzija, ne, spet postala čista. Ne. Pred letom 1989 vsak, ki je na Zahodu kaj preveč delal reklame za vse mogoče nore divje ideje, ne, bom rekel, poglej tamle levo, ne, na vzhod. A vidiš, kako je? No, tako je to. Ne. Medtem ko danes teh slabih zgledov zmanjkuje. Ne. Hvala Bogu imamo to Venezuelo, ne, da lahko, ne, ampak prej smo imeli pa pol sveta, ki ni funkcioniral. Ne. Danes je nekako Venezuela, zdaj, če še Venezuele ne bo, bodo še veliko lažje, bom rekel, prodajali vse te sanje, ne, in ponavljali, ne, ja sej, ampak tisto ni bil pravi socializem. Ne. Ampak ideja, da je mogoče družbo načrtovati, ne, je znanstveno ovržena. Hkrati pa se moramo zavedati, ne, in to je pa, bom rekel, po drugi strani včasih težje, ne, da čisto vse, natanko tako, kot je bilo v času Franceta Prešerna ali pa Ivana Cankarja, ne, pa ne more biti. Ne, in tisto, kar jaz vidim pravzaprav kot osnovno nalogo konzervativnih ali pa desnih strank, ne, je, da so nek quality check, neka kontrola sprememb. Ne? Nekaj je treba, nekaj malega je treba spremeniti, ampak zelo pazljivo in sploh ne radikalno. Ne? In to je pa potem tista modrost, bo drug znal boljše citirati, ne? Modrost vedeti, kaj lahko spremeniš. Ne? Prav gotovo, ne? Pa ne moramo spremeniti stvari, za katere nam občutek pove, da to pa nekaj ni v redu. Ker včasih so ljudje imeli manj knjig, pa televizije, pa tacga, bom rekel, formalnega znanja in so z občutki prišli do točke, kjer je človeštvo danes. In je, bom rekel, prišlo na Luno, pa še kam bo. Hvala. Sedaj pa beseda vaša. Z dvigom roke bomo videli, kdo želi
dati kako dopolnitev ali vprašati?